Če te zanima, koliko časa moraš investirati v mreženje, poglej si ta video. Zdaj, ko se pogovarjamo o tem, koliko časa treba investirati v mreženje, zdaj, če gledamo tako strokovni članki, imaš podatek, da je treba načeloma tam med 10 in 20% svojega časa investirati v mreženje. Zdaj, to je zdaj ful težko, ne vem, nekdo, ki dejansko dela ki njegova služba, da je v komunikaciji s strankam, posledično investira veliko več. Nekdo, ki dejansko nima stika s strankam, je pa posledično malo manj. Jaz bi se tudi težko je to zmeriti, zdaj pa reče, kaj boš zdaj vsako komunikacijo, boš nekom boš pisal, to je tako, mislim, niti ni smisla. Zdaj, zame je tukaj ful bolj pomembno je dejansko kvaliteta, ko bi rekel, torej s kom, kdo je del tvoje mreže, in dejansko tudi, ko si z njemu, a je ta čas, ki ga z nekom preživiš, je kvaliteten. Torej, a te dejansko ta oseba, ko bi rekel, na kjer nivo te dvigne, a te motivira, torej inspirira, a ti pač dejansko pomaga, te dviguje, te ozavešča. Tako da to je bolj, kakor ne vem, tam primer, jaz sem zelo velikrat tudi hecam, da moj pokojni fotor je pač bil zelo velikrat v Oštriji, pač takrat je bil tak lifestyle, in jaz sem danes več po gostilnah, po barih, po lokalih kot on, za razliko, on je hodil vsakič 4 isti napir, pa se je družil v istem lokalu, 4 istimi frendi, jaz pa hodim dejansko na kave z različnimi ljudmi, v različne lokale in dejansko vsakeč, ko spijem kavo, je to z nekom, ki mi dejansko dvigne na neko višjo inštanco. Tako da načeloma rečem, jaz vedno, da pijem kavo z folkom, ki je na nekem področju 100krat pametneje od mene in vsake take kave ostanem bogatejši za nekaj. Tako da jaz bi rekel tako, bolj pomembno je, da dejansko imamo zaveščeno mreženje, da je treba investirati čas v prave ljudi. To je zdaj pa, koliko tega časa je pa spet odvisno od življenjskega stila, dejansko še ena stvar, ki je zelo pomembna, tudi odvisno je dejansko, kako imaš stanje, rečemo, tudi doma. Če imaš ti družino, otroke, pač oni tu zahtevajo in je prav, da se investira tudi tukaj en del časa, rečemo, ko sta, ne vem, Zala pa vid pri meni, a pa tudi ko ne, pač enostavno takrat je meni zelo velik fokus, da se pač enostavno takrat je moj teden drugačen. Jaz si želim biti z njima in hočem graditi odnos in dejansko takrat torej investiram zelo veliko časa tudi v ta odnos, ker mi pač valjda zelo veliko pomeni. Tako da in tukaj treba imeti to pravo kombinacijo investicije časa v osebe, v zasebne in poslovnem svetu. Dajmo tako, vsakič, noben od nas se noče družiti s kretenom. Bottom line. In dejansko, ko si ti z nekom, ali je to zdaj na kavi, ali je to nek sestanek, ali je to sodelavec, nekdo, ob katerem si ti lahko avtentičen, si dejansko, ko bi rekel, nasmejan, sproščen, ali pa tudi konec koncev, če jokaš, da veš, da te ta oseba dejansko podpira, da te sliši, da te lahko usmeri. Tukaj je dejansko tako, ta vezen člen kvalitete so vrednote. Dejansko, če imaš ti z nekom prave vrednote, je, pa veš, to je guna fora, ker se lahko tudi v tišini sediš, pa ti je kul. Torej, to je neka oseba, ki ti ne rabiš se dokazovati konstantno, pa na glas pihati, pa so vse naredil, kdo si, kaj si. To je oseba, ki vidi tvoje dejanja, sliši tvoje besede, ki te podpira. To je guna fora, veš, ki ti dejansko, ne vem, če ob enih zjutraj ti poč guma pa imaš neko, ti zdaj, da lahko pokličeš človeka, pa prišel brez, da ti 6 dni filozofira, zakaj nekaj ne more narediti. Torej, tukaj gre, zato je pa ta čar cele zgodbe je to, da imaš ta temelj dober, da imaš teh par dobrih, srčnih ljudi, govorimo zdaj v zasebnem življenju, absolutno tudi v poslovnem, torej, da je to kvaliteten folk. Še ena stvar, to je tako, da si ti s ponosom rečeš, dajmo reči, Jure je moj prijatelj, Marko je moj poslovni partner,
ne, torej ta je moj življenjski sopotnik. Ne. To je, da si ti ponosen, ne, da je ta folk del tvoje mreže. Ne. Tako da ta del, to govoriš, da imaš to kvalitetno mrežo. Ne. Pa jaz tudi pravim tako, torej pomeni, če bi jaz danes neko štalo naredil, ne, oziroma preden bi jo naredil, bi po vsej verjetnosti en kup moje mreže, če bi videl, da grem v neko napačno smer, bi me ustavili, bi me skušali, da jim reči, odvrniti od neke večje neumnosti. Ne. To meni, da imaš kvalitetne ljudi zraven sebe. To je, veš, ko hodiš, ko greš na bowling, pa ko so bili tam mali, ko imaš gune ograjice, veš. Dejansko se ograjica dvigne, da ne gre kugla v gunkanalček, pa gre stran, da pač ti malo pomagati zbalansirati. To je prava mreža, to je kvaliteten folk. Zdaj pa stvar je po temu, ne, jaz tudi vedno tako razlagam, če nekdo kvaliteten, sposoben, ima ta prave vrednote, on hoče imeti podobne, se pravi, tudi sebi podobno osebo ob sebi, ne bo dovolil, oziroma ne bo želel se družiti s kretenom. Ne. To pomeni, da je vedno tako, da se moš ti dejansko, jaz tem rečem, kaj meni, veš, tudi tako so, veš, te fore, ali to izbiraš življenjskega sopotnika, izbira službe, pa reče, ne vem, zdaj ni važno, moški, ženska, jaz bi pa rad, da je moj sopotnik, a pa ne vem, fant punca naslednja, da ima, ne vem, pa začne naštevati, pa je ambiciozen, pa je visok, pa je športnik, pa ne vem, kva vse skup, ne, v bistvu pa ta druga oseba ne meča po stvari, ne. Ali pa gremo v službo, jaz bi rad, da imam fleksibilen delovni čas, da imam ful visoko plačo, da imam, ne vem, bonus avto, pa da ne vem, kva še naštel, ne, a v bistvu ne more dejansko, po vsej verjetnosti, če nekdo ponuja dobro plačo, fleksibilen delovni čas, avto, da ne vem, kva še izobraževanje, full package, pričakuje nekaj nazaj, ne. Veš, in tle jaz tudi tako razlagam, ne, torej, keče ne koliko časa z nekom preživiš, ampak da imaš kvalitetne ljudi, te kvalitetni ljudje, pravi ljudje, hoče imeti v sebi tudi pravi ljudi. Ne, torej, na meni je, da jaz pač se zavedam moje vrednote, se jaz na koncu zavedam, zakaj bi nekdo pil kavo z mano, kaj ima nekdo lahko od mene in dejansko zdaj, kam zdaj to rekel, bo spet, kakšno korist ima lahko en od mene. Ali sem jaz prijetna družba, pa se zabavam, pa se bo smejal zraven mene, ali imam neko specifično znanje, ki bo on korist od tega imel, ne? Ali imam ful povezav, pa bo neko korist od imel. Noben z mano danes ne pije kavo zdaj, zato ker imam jaz najlepšo brado v Kranju. Ne? In to je glih trik v temu, ne? Jaz danes pa sem ful bogatejši, pa lahko veliko več dam, kolikor sem lahko dal 10 let nazaj. To se mi pa danes toliko dogaja. Zato pa do danes jaz pač rečem vse stvari, ki jih jaz počnem, ne, dajmo reči, grejo hitreje, nam rekel jih lažje, hitreje, kolikor je šlo to 5, 6, 7, 8 let nazaj. Delam manj napak, ne, ampak jaz tudi vem, da danes jaz lahko dam več, ko bi rekel, posameznikov. Zdaj tako, lahko čisto vsak od nas se vpraša, koliko klicev dobimo na tedenski bazi, Boško, jaz bi s tabo delal, ne, ali pa ne, jaz bi s tabo delal, jaz bi se s tabo družil, rabim tvoj nasvet, rabim tvojo pobudo, ali pa imam problem, mi ga lahko pomagaš rešiti. Ne. Še enkrat, 10-15 let nazaj, že Bog me ni klical. Ni bilo, ne vem, ko sem rabil meni na službo s Kompasa 5 mesecev, 4-5 mesecev sem dobil 2 ponuje službo. Meni zdaj ni tedna, ne, da mi, ne vem, lik danes me 2 sta me klicala, Boško, neka ideja, povezava. Meni se zdaj že dogaja, da mi folk kliče, ti moraš piti kavo z nekom, ti moraš delati z nekom. Pa imam povezave v to, če zdaj, pa je to še enkrat. Kaj še največja fora? Jaz sem šele na začetku zgodbe. To, kar jaz danes delam, to je postavljanje temeljev, da bo čez 5-10 let nekaj z tega zrastel. Pa že 5 let delam. Ampak šele zdaj se mi je poklopile stvari. Ne vem, jaz imam, ne vem, debato z Kitajsko, z Rusijo, z Italijo, z Srbijo, s Hrvaško. Ampak enostavno, ko si proaktiven, pa če si ta prav, ne, pridejo ta pravi ljudje. Kolikor sem jaz, ne vem, investiral svoj čas, ker se že včasih pogovarjamo, pa svoj denar, da sem šel, ne vem, v Beograd na 2 sestanka, v Zagreb, ne, da ne govorim, koliko klicev, pa koliko kav sem spil, koliko kosil sem plačal. Ne. Ampak se pravim, jaz to delam zelo strateško, zelo smart,
Načeloma se mi redko kdaj zgodi, da ta investicija časa napačna, to pomeni, da ima na drugi strani napačno osebo. A to, da kako najde čas ali pa dajmo reči, da jaz sem full busy, nimam časa, to je samo stvar prioritete. To je samo to. Dej, če imaš prioritete, so ti jasne, če ti štekaš, da hočeš imeti prave ljudi, če imaš pravo vizijo, boš vedno najdel čas za cool osebe. Tako da tle sploh ni stvar, ali nimamo časa, meni gre že tako, mi gre na živce, ko govorimo, vsi imamo 24 ur, drži, ja, vse cool. Ampak enostavno pač, glej, če hočeš nekaj doseči, dejstvo je, sam si nemočen, pač ne vem, zelo praktičen nasvet. Napiši vse, kaj si počel v prejšnjem tednu, v prejšnjem mesecu, in poglej, koliko tega je stvari koristnih za to, da se premakneš naprej, koliko je pa dejansko kradljivcev časa. Ne vem. Zdaj pa tudi tako, pač treba izbalansirati stvari. Jaz razumem nam primer, če furaš, športaš, mislim, glej, super je, ampak dej, skati, dej pa en trening manj nared, pa je zdaj upravimo na kao. Ne vem, pač ne gledi Netflixa, ne vem, pač enostavno, tudi če ne boš vsak večer doma z mulci, te tudi ne bo konc. Pač enostavno postavi si prioritete, pa stvari izbalansiraj. Torej, časa bomo vsi dosti. So obdobja, ki te pač malo bolj not potegne, pa se tudi se meni to zgodi, so obdobja, ki nisi razpoložen, nič narobe, ampak ne sme se ti pa zgoditi, da zaspiš, ne sme se ti zgoditi, da te pač druge stvari toliko posrkajo, da ne delaš stvari, ki so zate pomembne za tvoj razvoj in da ignoriraš ljudi, ki so zate ful pomembni. In kaj še trik? Fora je temu, da mi načeloma ignoriramo ali pa podcenjujemo ali pojemljamo za samoumevno ljudi, ki so nam blizu, ljudi, ki nam dajo pozornost, te, ki so nam že ob nas, mi rečemo, te so itak le. Torej, ta pravi sodelavci, najbolj zveste stranke, družinski člani, dobri frendi, oni so že kar kle in pol jih jemljamo samoumevno. To nikoli ne smemo delati. Torej, moramo si strateško znati vzeti čas za pač, ne vem, za pač povezovanje z pravimi ljudmi in ne glede na to, koliko smo vrhunski, del svojega časa moramo investirati v to, da vedno pritegnemo še boljše ljudi v svojo mrežo. Zelo simpel, imamo vsi koledar, praktično pač tako, začnimo uporabljati koledar, začnimo planirati, torej, kar je full basic stvar, torej, urediti seznam ljudi, katerih ti, tako bi rekel, kjeri so tisti posamezniki, s katerim ti hočeš graditi od nas, hočeš, moreš, si želiš graditi od nas. Iskreno, blok ure v koledar, tipa lahko je ena blok ura samo zato, da pogledaš seznam, da razmišljaš o teh ljudeh, da, ne vem, da greš sam čez, da vidiš, lahko bi to naredil, tega lahko pokličem, temu lahko čestitam rojstni dan, dajmo si stvari malo pisati, ne vem, kaj nekomu kaj pomeni, ali ima kakšen pomemben datum, razen rojstnega dneva, primer, zdaj, če en kolega imel eno resno obravnavo na sodišču in sem ga jaz 2 ure pred obravnavo, sam SMS, samo to, da veš, da mislim na te. Vse bo cool. In to so te follow-upi, to je skrb svojo mrežo. Ne rabiš vse zapolniti zapisci, opolniki, pač kakšen opolnik si nared, kakšen task si nared, koledarček in dejansko, ker ko jaz izrazim skrb za nekoga, ko jaz kakšnemu preverjam, kako je bilo na izpitu, kako je šel pomemben sestanek dober čez, kako je bilo na zmenku, ali pa dejansko v takem primeru, ki sem prej rekel, se on ne ve, ne vpraša mene, Boško, a si dobil opolnik, pa te opolnik spomnil. On je samo hvaležen, da sem se jaz na njega spomnil. A zdaj to klic, SMS, ali pač pošlješ mu goloba pismonošo. Vse ni. Zdaj pa danes imamo pa toliko enih toolov, ki nam lahko pomaga to zmenedžirati, da je dejansko, ko bi rekel, samo, lahko smo sam leni, pa sem pač to ne da početi. Ampak še enkrat, fokus, s kom, taski, kakšen opomnik narediti, blokule v koledarju, pa je zadeva dejansko pod kontrolo, govorimo v tistem krogu ljudi, za katere je nam mar. Tle, za en tak
Vsem reči, empatičen konc, ne smemo padeti v ta gap, nimam časa. Dejansko sam pomeni, da nimamo prioritet, da bežimo pač od tega, torej vedno si treba znati, najti čas za prave ljudi. Ker če se mi ne bomo vzeli čas za prave ljudi, če čas oni tu z nami ne bojo hoteli ukvarjati. Ne? Tako da, bottom line, vzemite si vedno čas za prave ljudi. Če ti je bila ta tema všeč, klikam dol, teh oddaj je še zelo, kar nekih je, pa še več jih pride. Vedno dobrodošel na spletno stran boškoprašelj.si, na moj LinkedIn profil, Facebook, Instagram. Če te karkoli ekstra zanima, daj kar piš mi, lahko mi tudi pišeš na mail boško@solution.si, hej@boškoprašelj.si, tega je zdaj zelo veliko, tako da, glavnem, če me rabiš, me lahko na Kniket kanalu dobiš. Se še gledava.